Ni dovolj, da je volja med volivci, ampak mora biti volja med strici. Kučan ima zdaj dve računici zadnji. Najprej, da si želi zmanjšati na levi dominacijo Roberta Goloba. Rekel bi, da je Golob kot neke vrste botoks, ki olepša slike za 10 in več let nazaj. Bom konkreten, Marjan Šarec se mi danes zdi soliden. To je vlada zavajanj. Oni zavajajo na vsaki stvari, ki lahko. Kot tisti v družbi 4 ali 5, ko pride račun na mizo, pa ga vedno tišči lula. Točno tako. No, glej, težave s prostato, Če sva pri botoksu, na drugi strani sta Kučan in Tirk uspela na Prebiliču najti gube, To je Tedenski safari, podcast, ki ga spremljajo levi in desni, pa tudi levi in besni. Pred vami je analiza zanimivega tedna doma in po svetu, ki v savano med drugim prinaša aktivacijo novega obraza, ki to ni, dokončno javno eskalacijo spora med predsednikom vlade in predsednico republike, pa aktivacijo 2 nekdanjih predsednikov Kučana in Tirka, v celoti pa tudi PR-ovski vrh koalicije, v ozadju katerega se sicer že grozi z izstopi in se stankuje celo na temo predčasnih volitev. Ker je kolega Peter Merše na krajšem oddihu, bova danes z vami moja malenkost in politični komentator ter urednik Rok Čakš. Rok, pozdravljen. Dober dan, Mirko. Hvala za povabilo. Ne morem ti obljubiti, da bo tako šegavo in zabavno, kot je s Petrom, ampak poskusil bom artikulirati pa misli, dal par svojih pogledov, tako da upam, da gledalci ne boste zaspali. Probala bova definitivno, pa akteri so nama nametali kar neke akcije. Tem je toliko, da upam, da bomo konc pred jutrišnjim dnem. Ja, med drugim bova danes sicer proti koncu epizode tudi še o pomembnih premikih v slovenskih medijih, imava tudi pomembno novico o našem novem medijskem projektu Zanima.me, a vsem tem nekako bolj proti koncu epizode, potem ko res pokomentirava vse, kot ti praviš, kar je vredno vedeti o dogodkih v ozadju političnega safarija, predlagam, da za uvod kar nekaj pogledava. Nekako vedno bolj zvori v meni prepričanje, da če se ugotovi, da je moje angažiranje bolj pomembno v Republiki Sloveniji kot v Evropski uniji, jaz tega izziva se ne bojim in bi ga sprejel. Doktor Prebilič ni nov obraz. Je bil župan v Kočevju, dostikrat nastopil kot obroslovec. Z mnogimi njegovimi stališči glede vojne v Ukrajini se je strinjam, saj tista, ki so javno povedana, in to ne mislim, da nov obraz, nekaj izkušnje že ima. Čeprav tu je seveda važna stvar, kako se v Sloveniji oblikuje politični establishment. Vprašanje je, kako bodo se stranke odločale v razmerju do njegove morebitnega interesa. Na nek način bi bilo prav, da se tudi stranke posvetijo svoje lastni strukturi, svoje lastni usodi, če hočete. Kako absorbirati čim več energije iz ljudstva. Rok, lahko bi rekla, naslov najne prve teme aktivacija Vladimirja Prebiliča. Bil je gost bonus epizode Safarija, šel sem pogledat konec oktobra lani, pred slabimi 5 meseci, tako da na tem mestu predlagam gledalcem, da zdaj z distance pogledajo to bonus epizodo 2. Takrat je namreč izjavil o aktivaciji, bi razmislil, če bi se izkazalo, da o meni razmišljajo slovenski volivci, in zdaj sva tu, Pred dnevi je prišla ta anketa, ni na medije, zelo pomenljiva, kjer se Vladimir Prebilič pojavi v paru z Golobom, v paru s Hanom, v paru z Janšo in čisto vse premaga kot mandatarski kandidat. In drugo, oglasil se je, Posledi te ankete se je oglasila pa sta se tudi Milan Kučan in Danilo Tirk. Kučan se zdi z nekim pomembnim signalom slovenskim volivcem, da to ni nov obraz, ker Kučan pravi, da zdaj ne bodo več volili novega obraza. Oba skupaj pa, kot se mi zdi preizkušena mačka sporočanja med vrsticami, tudi sporočilom, da ni čas za novo stranko, ampak za Prebilič kot del političnega establishmenta oziroma da ga mora neka stranka posvojiti. V ozadju se čisto konkretno govori, eden od možnih scenarijev, da je to stranka SD, kjer bi bil Prebilič ne njen predsednik, ampak njen mandatarski kandidat. Kako vidiš to dogajanje? Prej si rekel, da če bi bila volja med volivci ali nekaj takega, ni dovolj, da je volja med volivci, ampak mora biti volja med strici. In tukaj se je očitno nekaj vmes spremenilo. Zdaj spomnimo se Prebiliča, bil je pred pol leta pri nas, ampak njegova zgodba je daljša. On je dlje časa izkazoval neko ambicijo, da stopi v politični prostor, v nacionalno politiko. Združeval je neke župane, govorili se o stranki županov, se spomniš. In on je vse skozi iskal
nek blagoslov strico, da bi ga dobil, ampak ni ga dobil. Ne? In je bil že po svoje malo obupan. Zato mu moramo priznati, da vse, kar je do zdaj naredil, je naredil sam. A ne? Bil je veliko presenečenje takrat predsedniških volitev za tiste, ki ga niso poznali. Ne? No, se ravno pri predsedniških volitvah je zanimivo, ne, da je iskal podporo, to je zdaj pred dnevi povedal tudi sam, iskal podporo SD-ja, je takrat ni dobil, so se odločili za Milana Brgleza, ki je potem tudi proti Hanu tesno izgubil kongres v SD. Ne. Kučan in Tirk sta pa takrat, to je znano, podprla kasnejšo zmagovalko, predsednico Natašo Pirc-Musar, in spomnim se celo intervjuja Milana Kučana septembra lani za Večer, ko je o Prebiliču govoril kot tabula rasa, nepopisan list, oziroma če dešifrirava o njem, ne vem kaj dosti, kdo to je v bistvu. Ne? Tako, in zdaj se je nekaj spremenilo. Torej, kaj se spremenja? Jaz mislim, da Kučan ima zdaj dve računici zadnji. Najprej, da si želi zmanjšati na levi dominacijo Roberta Goloba. Ne? Po eni strani si želi to vlado, da bi nadaljevala, ampak se mu zdi, da je Golob na tak način premočen. Ne? Po drugi strani ankete kažejo, da Robert Golob še zdaleč ni brez možnosti za drugi mandat. Ne? Tudi ta anketa Krekovega inštituta, ki smo jo videli, kjer se ob manjšem deležu neopredeljenih v bistvu Svoboda še bolj približuje SDS-u, ne? In zdi se, da Robert Golob s Prebiličem dejansko dobiva najbolj resnega tekmeca na tem levem polu, ki mu vrže rokavico za drugi mandat. Kaj praviš? Tako je, ne? In druga stvar, ne? Zdaj mu je mogel, po moje, Prebilič nekaj obljubiti, ne? Eno ali pa saj dve stvari. Ne? Prva je zagotovo, da mu je obljubil, da ne bo šel v koalicijo z Janezom Janšo. To je čisto. Ne? To sem prepričan, da je tako. Druga stvar je pa vprašanje, ali mu je obljubil tudi, da ne bo šel v koalicijo z katerokoli stranko desno od sredine. Ker spomnimo se nastopa Kučanovega pred nekaj časa na neki okrogli mizi, kjer je rekel, da zdaj ni čas za sodelovanje čez pol. Ja, in zdaj smo pri demokratih pa pri NSI-ju. Ali je zdaj to ta črta sodelovanja oziroma nesodelovanja? Bi pa samo nekaj za opombo ob strani, ko govoriš o Kučanovi izkušnji z Golobom, recimo. Ne? Izkušnja ljudi, ali pa tudi nas komentatorjev z Golobom. Ne? Zdi se mi, sinoči sem se ob gledanju Tarče nekako kar zamislil, ko sem videl pač Gregorja Golobiča na ekranu, ne? V bistvu človek zdaj iz distance 10 let vzbuja neko prijetno nostalgijo po nekih dobrih starih časih in bi celo šel korak dlje, rekel bi, da je Golob kot neke vrste botoks, ki olepša slike za 10 in več let nazaj. Bom konkreten, ne? Marjan Šarec se mi danes zdi soliden premier, glede na to, da je imel majhno stranko Cerar, pa virtuos v bistvu politične obrti. Ne? Tako. Ne, zdaj, ko gledamo nazaj, takrat so se nam zdeli vsi čudni, ampak zdaj se naenkrat zdijo vsi normalni. Ne? Kam je zdaj šla politika, da se nam zdi Marjan Šarec s svojimi žičkami, ne vem kaj, praktično normalen politik, ajde je nekak še vodil v to državo, ki imamo zdaj to vlado, ki je pa res botoks vlada, kako si rekel. Odlično, res je. Glej, če sva pri botoksu, na drugi strani sta Kučan in Tirk uspela na Prebiliču najti gube. Ne? Pravta, to zdaj definitivno ni več nov obraz, očitno je potem zguban obraz. Ali kako, tako je, eno sapo prej je rekel, ni več čas za nove obraze, ampak Prebilič ni nov obraz. Ne? Tako to je čist endorsement. Ne? Zdaj, če greva mal na socialni inženiring, na kakšen način bo Vlado Prebilič vstopal v to sceno? Zdaj, kot pravim, ena od resnih variant, slišal sem tudi od kar dobrih virov, da tudi Prebilič sam razlaga na različnih zaprtih sestankih, je ta z SD-jem. Se pravi, stranke ne bi prevzemal na kongresu, menda niti ne bi vstopal v njo, ker je enkrat že izstopil iz SD-ja. Naj bi ga pa organi stranke potrdili kot mandatarskega kandidata liste SD. In zdaj pazi zanimivo, ne? Menda tipa na drugi strani Luka Mesec, ki je imel neke variante ali za samostojno stranko na volitvah, ali za nek projekt zvestno, pa je menda oboje ta hip na hladnem, ne? Tipa, ali bi morda tudi Luka Mesec, Asta Vrečko in Simon Maljevac našli lahko svoj nov politični domicil v stranki SD. Poleg tega je tu še Mojca Pašek Šetinc, omenil sem prej Tarčo in bil pozoren, kako velikokrat je rekla, tako kot je rekel Vladimir Prebilič, poglejte to, kar pravi Prebilič, večkrat se je navezala na njega. Ne? Kako vidiš, a gledamo mi v bistvu zdaj neko združitev vseh manjših strank na levi proti Robertu Golobu na nek način. Zdaj, moram priznati, da bi me presenetilo, če bi šlo tako široko. A ne? To pomeni, da bi tako Prebilič po eni strani, kot z Mesec ostali po drugi strani, vstopil v neko skupnost družbo SD-ja. Mislim, da mnogim v SD-ju to ne bi bilo všeč. Ne? Gotovo. Kar se tiče levice, je tako. Jaz mislim, da zdaj, ki je prišlo do tega, ko se je izgnal tega poslanca, ne? To pomeni bolj radikalnega, Kordiša Miho, ne? Da so oni, pa to njegovo linijo, da so oni nekako razčistili svojo stranko in rajši so tu prvo kolo kot peto kolo v SD-ju.
Zelo bi me presenetilo, če bi Mesec, Vrečkova, Maljevac in ostali zdaj rekli, ok, zdaj pa, ker smo mi Kordiša spravili ven, bomo pa mi vstopili skupaj za Svobodo. Oziroma z SD-jem. Ja. Kar se pa tiče Prebiliča, ne, zelo težko je novo stranko narediti, ne, to vsi vejo. Ne. Tudi, ko je Golob stopil, so neko lupino vzeli. Ne. Se Kučana je bilo razumeti, ne, težko je dobiti 88 obrazov za parlament, kjer potem gledaš Indijance, kot so Lena Grgurović, tudi predsednica parlamenta Urška Klakočar in podobno. Še posebej, ker je vsaki krog je slabši nabor. Oni so tako spraznali ta bazen, nimajo nobene kontinuitete in tako naprej. Tako da z tega vidika se to di smiselno, je pa seveda to moja stvar presoje SD-ja. Kaj bi lahko bilo to pozitivno SD-jo, če bi Prebiliča pripeljali svoje vrste? Oni bi lahko nadgradili svoje obstoječe odstotke. Za njih se ve, da imajo sedaj 7, 8, 9 odstotkov, ki jih dobijo. Ne? To je njihova jedrna baza. Ne? In oni imajo težava tega izskoka, ki jim uspel samo s Pahorjem, takrat na anti-Janša, prvič anti-Janša refleksu. In Prebilič ima potencial, da pripelje nove volivce. Zato se mi zdi tudi, da je za Kučana tako pomembno, sem prej pozabil, on se boji, da bi potencialno z Logarjem, Antoninom Janša, da bi ti prišli do absolutne večine brez novega igralca na sceni. Če se pojavi Vladimir Prebilič, ki ima doseg do teh razočaranih volivcev, zagotovo, ker za njih ne veš, a bojo se vrnili v Svobodo, zagotovo se bojo pa vrnili k Prebiliču, da z njim vred imajo zanesljivo, ima Levica zanesljivo večino za naslednjo vlado. Ja, zdaj, da se znotraj koalicije nekaj dogaja, neko prerasporejanje, da bi po eni strani rada SD vrgla na volitvah to rokavico o Golobu, ne, in da tudi Mesec kaže te neke ambicije, da bi morda pri tem sodeloval, ne, mi pa kažejo informacije insajderjev. Govorijo mi zadnje dni, da je Robert Golob tudi na tem koalicijskem vrhu, tisti del, ki ga seveda ne vidimo, zelo agresiven, da nastopa bolj agresivno kot kadarkoli. Obe manjši stranki, ne, predvsem SD pa na zaprtih sestankih rožlata z odhodom iz te koalicije. Pri Hanovih slišim, da je to razpis za Šaleško dolino, tam, kjer se je že začelo majati s tem spiritom. Ne. Pri Levici pa to velikrat ponovijo 251 milijonov za stanovanjsko gradnjo. To so te neke črte, kjer so možni izstopi. Ne. Zdaj, rekel bi pa tako, ankete precej jasno kažejo tudi na možnost, da nobeden od polov, ne levi, ne desni, ne more po volitvah do monolitne, ne, do te enotne ideološke enobarvne vlade. In zdaj, če gledava primerjava Golob-Prebilič, recimo, ne, je šel Golob, bi rekel, zelo pragmatično v kampanjo, se pravi takrat na vprašanja, kaj točno bo njegova politika, rekel malo levo, malo desno, pa potem sestavil najbolj levo vlado v zgodovini. Medtem ko se mi zdi, da je lahko pri Prebiliču zgodba drugačna, da bo imel kar precej levičarsko kampanjo, tudi glede obrambe, o čemer še bova, ne? Ampak da bi potem v obdobju po volitvah lahko ravnal malo bolj pragmatično čez pol. Ne? Ja, to je odvisno, ali Kučanov obljubo, da ne bo šel za drugo stranjo. To se navezuje na tvojo dilemo. Ja. Jaz sem pred časom že, ne vem, za Večer ali za Požar, sem napisal eno formulo. Ne? To pomeni Prebilič plus Logar plus Tonin plus X je 46. Ne? Ali je ta formula izvedljiva? Zelo težko, ampak ne smemo jo odpisati. Ne? Ampak predstavljaj si, da ta formula pride skozi. Naenkrat imamo v opoziciji Roberta Goloba na eni strani in Janeza Janšo na drugi strani. A si predstavljaš, kak shift je to za slovensko politiko? Slišati je tudi, da če bi bil Robert Golob mandatar, se recimo demokrati pri Logarju pripravljajo na vstop, ne? v takšno levo-sredinsko. In na neko moje off the record vprašanje, a si vi predstavljate Logarja kot enega od Golobovih ministrov, odgovor ni bil nikalen. Skratka, tukaj bojo karte zelo različno se mešali in bo zelo zanimivo, ampak hočem reči, kakšen shift bi bil, da bi naenkrat, to bi bil po moje simbolen konec slovenske tranzicije, da bi naenkrat imeli Kučanovo skupino in pa Janševo skupino skupaj v opoziciji. A si predstavljaš to? To je res tektonsko. Zdaj, ko sva pri tektonskih premikih, greva na temo številka 2. Se mi zdi, da je tektonsko tudi to, kar se dogaja na osi predsednika vlade in predsednice republike, se pravi ta spor Musar-Golob. Morava reči, marsikaj je še rekel Milan Kučan, ne, v tistem pogovoru za Delo, med drugim tudi to, ne, da je spor s predsednico Natašo Pirc Musar okrog guvernerja Banke Slovenije v bistvu zakuhal Golob, češ da je kandidatko koalicije Sašo Jazbec vrgel na mizo še preden je predsednica sploh uradno dala razpis, ne, in v minulih dneh je v bistvu ta spor, kot zdaj že vsi vemo, dokončno javno eskaliral, prej so ga probali nekako gladiti, zdaj so padle težke besede, pa poglejva še to. Predsednica ne zmore opravljati svoje naloge. Ostro zavračam očitke, da ne zmoremo opravljati svoje naloge. A se vam to zdi državotvorno? Meni ne čisto.
Nedržavotvorno je takšno neargumentirano obračunavanje predsednika vlade o tako pomembnih postopkih preko medijev. Je politično nezrelo izsiljevanje. Zdaj, Rok, meni se seveda samo od sebe pojavlja ugibanje, zakaj bi se predsednik vlade ravno zdaj odločil javno eskalirati ta spor. Zakaj pravim odločil? Zato, ker Golobu pripisujemo, da kdaj kaj blekne. To se mi zdi, če je kdo gledal ta cel pogovor, ne, Roberta Goloba, za NN je bilo precej očitno, da je to načrtoval, da je imel ta del pogovora pripravljen vnaprej. Zdaj, moja teza, ko sva govorila veliko o Kučanu, da se na nek način preko Nataše Pirc Musar Robert Golob pogovarja z Milanom Kučanom, ne? Tudi v luči tega, kar sva govorila, da ima pri Kučanu očitno nekdo nov endorsement ali pa kljukico in ta nov je Vladimir Prebilič, ne? Nekako se mi zdi, kot da Golob kliče Kučana na čistino, pridi in se opredeli. Na nek način se je Kučan opredelil. Ne? Zagotovo je lahko to, ne? Ja. Ampak zdaj vemo, da zdaj je bila tišina nekaj časa, ker so se zadnji trgovali, pogajali so se in pogajala se niso išla. Zdaj pa mislim, da prihaja na plano ta karakter teh dveh voditeljev. Prvo, kar je, sta politična naturščika, nimata izkušnje, nimata kilometrine. In druga, prihajate z posla ali pa prej sta bila recimo na nekih pozicijah, kjer je bilo sta bila navajena, da tako rečete, tako se zgodi. Udariš po mizi in tako mora biti in imata to neko samoštečnost sebi, da če jaz nekaj trdim, ne bom odstopal. Ne? Torej v politiki pa rabiš sprejemanje kompromisov. Ne? In tega jim manjka in to buta ven in tukaj so ti spopadi, ki bolj pridejo v javnost, izbruhnejo in se dogajajo na tak način. Za ena stvar mi pa ni čisto jasna, okrog tega nimam izdelane teze. Robert Golob je šel na volitve 22 kot žrtev Janeza Janše, kot zamenjani direktor GEN-I-ja. Zdaj, a bi rad šel na volitve 2026 kot žrtev stare levice, recimo, kot nekega omrežja v ozadju. To je kar drzna teza, Ja. no? Ne mogoča, no? A Ja. bomo videli, ne? Verjetno bo spet šel na staro vižo, če volite mene, gotovo ne bo Janša, ne? Ja. Ker pokazati, ne vem, če bo imel kaj dosti, sicer zdaj se lotevajo teh reform, o tem bomo zagotovo še govorila, ne? Ja. Ampak ali bo to tudi prineslo rezultati, pa druga stvar. No, to, da bi se Golob uspel ljudstvu prodati še kot reformator leve strani, se mi zdi pa kar To bi bilo pa pretirano. zelo salto mortale. Dajva še kakšno vsebinsko reči. Zdaj vemo, da Saša Jazbec, ne, ki jo Golobovi na vsak način želijo za guvernerko, je v konfliktu, potencialnem konfliktu interesov. Njen mož Marko Jazbec vodi pozavarovalnico Sava. Slišali smo te dni, da je možno, da bi se ta dva, se pravi Banka Slovenije in Sava, znašli v medsebojni tožbi. Še toliko bolj se mi zdaj zdi v bistvu nespodobno, da To je rinejo z njo, zakonski ne. spor dobimo potem, ne? Mož toži ženo preko državnih institucij. En ja. spor zakoncev že imamo, to sta ta dva, ne? Zdaj pa očitno še drugi, ne? Ja, skratka, potem Ja. je to čist družinska politika, že če še poštevamo politino, Ja. ga zram, ne. Torej smo politiko spravili na nek družinski nivo, ampak Ja. tu se mi zdi ena stvar pomembna, ne, kdo je zdaj Jazbečeva, ne, ona je skupine teh tako imenovanih young boysov, ne. To pomeni, tu imamo zdaj young boys, old boys konflikt ponovno. To pomeni, tu jo forsira minister za finance, ki tudi spada v ta krog, medtem ko Nataša Pirc Musar je prišla gor z endorsementom old boysov, ne. V In bistvu tu pridemo Robert Golob ja. zakulisno upokojuje Milana Kučana kot strica iz ozadja. In bi rad imel te mlajše strice. Tako, in tu pridemo do te točke, ki si prej govoril, da Robert Golob komunicira preko tega spora z Milanom Kučanom in je krog sklenjena. Predvsej verjetna teza. Ja. Zdaj, poglej, ne, Nataša Pirc Musar, če greva na drugo imenovanje, varuh človekovih pravic, zdaj ponuja parlamentu namestnico nekdanjega varuha Svetine, Diano Možina Zupanc. Trik je v tem, ne, da se zdaj tudi na poslance opozicije, na SDS in NSI pritiska, naj glasujejo, naj dajo te glasove za ustavne večine, ker so o gospej enkrat kot o namestnici že glasovali. Ne. Tukaj je seveda zdaj to trčilo politično realnost, bom rekel tako na hitro. SDS se mi zdi že v tem predvolilnem modu, v načinu delovanja precej razbijaškem, ne vidim, kako bi oni prispevali te glasove. Ne. Če se vprašamo o motivaciji NSI-ja, kaj s tem pridobijo? Ne. Očitek, ki so jih itak deležni, da trgujejo, ne vidim tega. Tudi Katarino Brvar Strnad se je špekuliralo, da bi utegnili podpreti, so zelo jasno dali vedeti, da te špekulacije ne držijo. In sicer, ne, zakaj bi bila recimo NSI nekdo, ki drži svečo v tem sporu med Golobom in Musarjevo in to na nek način gladi in rešuje? Ne vidim logike. Ja, ne. čeprav jaz mislim, da zadaj v osnovi je bila trgovina, ne, trojna trgovina, ker vemo za tole kandidatko za varuha človekovih pravic rabiš 60 glasov, to pomeni, rabiš Novo Slovenijo. Oglasovalo se bo tudi o ustavnih sodnikih, ne? In jaz mislim, da zadaj je bilo ponujeno, to je zdaj moja špekulacija, Novi Sloveniji, da podpre Katarino Brvar Strnad, Golob dobi Jazbečevo, predsednica dobi Katarino, oni dobijo svojega kandidata, mogoče Janeza Pogorelca, to pomeni za ustavnega sodnika. Ne? Ampak
Nova Slovenija tu ni šla prek svojih načel, ko gre za Katarino Bervar Sternad, zato ker to je, vemo, radikalna aktivistka tako, iz skupine teh protestnikov Pravne mreže za varstvo demokracije. Ta varovalka 60 je pa namenjena točno temu, da radikalneži ne pridejo na tako pozicijo, kjer moraš biti širši. Ne? In tukaj je ta matematika padla, od vse tu naprej pa mislim, da gre tako, kot si povedal. Ja, glej, zdaj greva pa na eno temo, ki se mi zdi, da zelo lepo ponazarja, ne, kaj nas čaka v tem zadnjem letu do rednih reciva volitev, koalicijski vrh. Tam smo poslušali pompozno, zdi se mi v celoti popolnoma PR-ovski dogodek, ne, o zdravstveni, pokojninski, stanovanjski reformi. V nadaljevanju bova, kaj od tega, če sploh bo ugledalo luč dneva, najprej pa par cvetk, ki smo jih slišali ob robu. Najboljša popotnica, s katero se lahko potem tudi koalicija suvereno poda na naslednje volitve v potrditev drugega mandata. In to je naša skupna volja. 251 milijonov evrov za izgradnjo javnih dostopnih stanovanj. Govorimo o pokojninski reformi, ki bo na nek način začela veljati v naslednjem letu in bo držala, bom rekel, nadaljnjih 15 let. Že vnaprej povem, ne bomo daljšali delovne dobe. Ostaja 40 let. Zato je eden od načinov, kako bomo to dosegli, tudi višanje odmernega odstotka. To ni skrivnost. Prispevne stopne so v bistvu ena od glavnih stvari, ki je še odprta. Mi smo v tej koaliciji zaradi projektov, kajti to je projektna koalicija, ki si deli večino vrednot. Korona vseh naših prizadevanj je pa zdravstvena reforma, ki poseže daleč najgloblje v sam sistem. Ne, sej, v glavnem se je temu za nasmihati, če ne bi bilo po drugi strani tragično, kar bi mogoče prvo nastavil kot istočnico. Neka usporedna PR realnosti, bom jaz rekel, zadnji meseci pred volilno kampanjo. Vemo, da bo maja vzel veliko pozornosti še referendum, ki je na vrsti o izrednih pokojninah. Oni pa sredi reformno najbolj izrazitega in intenzivnega leta, če sva realna, ne? Do junija so 3 meseci, 1 mesec bo referendumski, potem so dopusti, ko se nikdar ne dogaja nič in potem je jesen, ko smo na polno v predvolilnem spektaklu in zdaj poslušamo dramatične besede. Krona prizadevanj, zdravstvena reforma. Asta Vrečko je po 3 letih, to vsaka čast, uspela najti novo skovanko. Mi smo projektna koalicija, tega do zdaj nismo vedeli, ne? Noro v bistvu. Ja, glej, nimajo kaj pokazati. Dali so neke obljube, ki jih ne morejo izpolniti. Reforme se delajo prej, vemo zakaj, ne? Ampak mogoče računajo na to, da bojo oni zdaj pokazali neko reformno pripravljenost in če bojo šle slučajno tik pred volitvami skozi, njihove posledice ne bodo vplivale na volitve, ker še ne bojo jasne. In B, če jih bojo blokirali, recimo Janša z referendumom, zdravniki z ustavno presojo ali pa kakorkoli, bojo rekli, gledajte, mi smo probali, oni nas blokirajo, dajte nam čas še en mandat, da bomo mi to speljali. Ne? Ampak se mi zdi pomembno pri pokojninski reformi ena stvar povedati. Zakaj se jim mudi z njo? Zato, ker je niso sprejeli, so blokirana kohezijska sredstva. V tem je štos. In zdaj imajo oni naslednji problem. Vsi vemo, o čem je problem pri pokojninah. To vem, da ljudje se staramo, demografija je slaba. Ne? Zdaj, če ne bomo delali dlje, potem je nekje treba dvigniti. In kje dvigneš na stari levičarski način, tam, kjer podjetja morajo plačevati prispevke. Kako boš dvignil pred volitvami ljudem, če boš potem te ne bojo izglasovali. Ne? In oni zdaj v bistvu zavajajo, to je vlada zavaja. Oni zavajajo na vsaki stvari, ki lahko. Oni govorijo, ne boste dlje delali, dvignali bomo prispevno stopnjo, kakorkoli, ne? Ampak ljudje bojo na slabšem, to je jasno, ker ne more biti drugačna matematika, samo oni jim tega ne bojo povedali in tega ne bodo čutili pred volitvami. Glej, če greva malo po reformah, ne, pa najprej greva na zdravstveno, pravi podpredsednik vlade, da ta pa res globoko, se strinjam, globoko posega v sistem, samo kako, ne, bilo je povedano največ o tej reformi. Silijo na eni strani zdravnike v dokončno out odločitev med javnim in zasebnim, z zadnjimi dopolnili, to se mi zdi sploh nezaslišano, koncesionarjem, ki izvajajo javno storitev, ne, na zasebni način jemljajo z zakonom pravico do pridobitnosti. Se pravi, prepovedujejo, ukinjajo dobičke. Potem smo slišali še za metodologijo čakalnih vrst. Ne? Če gledaš stolpce vladnega urada za komuniciranje, so čakalne vrste prepolovljene. Kje je trik, nekaj praviš vlada zavajanja? Samo metodologija, se pravi, kaj je prag dopustnega čakanja, se je v dnevih spremenil. Ne? Pa to je, ne? In potem imamo tukaj še stanovanjsko, kjer smo šli od gradnje 3000 neprofitnih na leto do gradnje 1926, mislim, da je prava številka do leta 2030. Glej, od začetka je jasno, da vlada bo ostala ali padla na zdravstveni reformi. Ne? In oni jo zdaj forsirajo, ampak kaj od zdravstvene reforme? Njihova obljuba je, da bojo ločili javno in zasebno.
In oni vse temelijo na tej besedi, javno od zasebnega bomo ločili, ne glede na posledice. Ker posledice tega, kaj zdaj delajo, bojo katastrofalne. Bo to, kar se dogaja v Tolminu, krat 10. Ampak teh posledic ne bodo čutili pred volitvami volivci. Oni bojo speljali reformo na vsako ceno, če bo šlo, razen če jo bo zablokirali, tako sem prej rekel, bo rekli, so nas zablokirali, ne? In bo rekli, glejte, mi smo prva vlada, ki je ločila javno od zasebnega zdravstva. Tu pa vemo, da so ljudje občutljivi na to temo, zato ker imajo to predstavo, da pol bojo mogli pa zdravstvo plačevati, kar seveda ni res, ne? To je manipulacija, ne? Ampak na to točko jih oni dobivajo. Ampak ne bo se videlo pred volitvami posledice tega, kaj bo naredile posledice, bo padle naslednji mandat. Še na eno reformo so bili blazno ponosni in to je reforma plač v javnem sektorju, no ta pa za razliko od pokojninske, ki govoriš, pa so posledice vidne že pred volitvami in glej, v minulih dneh so se v bistvu prvi razočarani, prav te slabše plačani delavci v javnem sektorju že oglasili, pa poglejva par izjav za razmislek. Ko sem odštel nadomeščanja, dodatke, delovno dobo in tako, razlike je 60 evrov. Če je kdo zaradi 60 evrov hudo bolj motiviran, da bo hodil na šiht, dvomam. 10, 20, 30 evrov razlike pri plači pravzaprav je smešno. Ta reforma pa je zelo dobro poskrbela za župane, zelo dobro poskrbela za direktore in za določene funkcionarje. Ostalemu kadru, ki je deficitaren, pa so razdelili drobiž. Veliko grmenja in nič dežja. Vedno se lahko najde primer, ker ima nekdo nižjo plačo, ampak je treba ta primer posebej pogledati. Gospa Premrl, koliko ljudi tam v domu za starejše ima dejansko zdaj prejelo nižjo plačo? Pri nas v domu smo prejeli nižjo plačo, z mano vred, sigurno več kot 50%. V javnem sektorju je 1500 delodajalcev, 5000 različnih delovnih mest in 190 000 zaposlenih. Kar se tiče primerov, kot so bili danes izpostavljeni, jih je seveda treba nasloviti. Lej, tukaj ta tvoja vlada zavajan pride lepo, ne, v sliki in priliki. Dobra reforma smo slišali za direktorje, funkcionarje, župane, vsem drugim drobiž, v nekaterih deficitarnih poklicih pa celo nižje plače kot prej. Reforma je mimo in minister na koncu reče, se to bomo še naslovili. Ja, kdaj? Veš, zakaj jih to boli? Ne? Veš, zakaj to je pa ena stvar, ko bi s njo se pa lahko pohvalili. To so pa naredili. Eno reformo so pa speljali. Ne? In kaj se potem zgodi? Plačna reforma. Ok, dajmo jim kljukico, to je uspeh. Kakorkoli 40 sindikati se dogovoriti za nekaj je uspeh. Zdaj pa vidimo te stranske produkte in to je dvojna ironija. Prva ironija je, da najslabše pridejo skozi, ko smo videli tisti, na katere se vedno sklicujejo, da skrbijo za polna usta imajo teh, ja. In druga ironija je, da so praktično tem so dejansko poslabšali položaj s tem, ko so popravljali škodljive posledice Janševe vlade s tem, da so posegli v davčno reformo Janševe vlade, ki je vsem tem zagotovila bistveno višje neto plače kot ta njihova plačna reforma zdaj. Ne? Tu je dvojna ironija in tu so res izpadli, ne vem, ne bi uporabil tega izraza, tudi v tem bolj sproščenem safariju. No, glej, če greva neko črto pod te reforme in pod ta vrh koalicije potegniti, pa rečeva tako, davek na nepremičnine je že v predalu, tukaj se tudi sprenevedajo, ne več. Kaj še? Če greva mal staviti, jaz recimo dvomim celo, da bo pokojninska reforma sprejeta, naprimer. Ne? Ja, bomo videli, ne, če bo sprejeta, jo bojo zaradi tega, ker rabijo evropska sredstva, ne, in pa, da jo bojo prodali, kot da se nič ne slabša, kar pa seveda ni res. Ne. Zdaj, moji pomisleki glede reformnega potenciala niso samo, da je ostalo v bistvu sam še nekih 4-5 mesecev efektivnega dela do konca. Ne? V minulih dneh, to imam od kar zanesljivih virov, naj bi na Gregorčičevi sedeli Robert Golob, njegov odvetnik Stojan Zdolšek. To je lahko zanimivo iz dveh razlogov. Postopek pred KPK, ne vemo, ali se morda kaj usodnega premika, ne vemo tudi, kaj je s tistim primerom na tožilstvu glede vpletanja v policijo, se pravi zadeva Bobnar-Lindav. In zraven še po novem svetovalec uprave SDH za varnost Damir Črnčec in preigravali, tako pravijo moji viri, različne scenarije do naslednjih volitev. Med drugim tudi vezanje zaupnice premierja Goloba na rebalans proračuna, morda tudi povezavi z obrambnimi izdatki. To je vse povezano z vrhom NATO junija. Ne? Zdaj, ironijo vidim v tem, da je eden od te trojice na podobnem sestanku že sedel leta 2020, Damir Črnčec z Marjanom Šarcem in sta izjemno zgrešila oceno, kaj bo ta odstop prinesel. Ne? Takrat sta mislila, da bojo volitve, pa niso bile. Ne? Je pa pomenljivo tudi, da se mi zdi, ko gledaš in govoriš o velikih reformah, zraven v bistvu dnevno, tudi odvisnosti od tega, da recimo Vladimir Prebilič reče, no, zdaj me pa že malo bolj zanima, politična tekma, rečeš, kaj pa če bi mi šli fantje na volitve, ne? Ja, točno to, ne. Če že bi ta kalkulacija bila, jaz je naverjam sicer, da bo tega prišlo,
ampak je lahko strah pred stopom Vladimirja Prebiliča, ki bi zelo omejil Roberta Goloba. Ne? To je jasno. Ne? In pa druga stvar, ki se mi zdi v tem kontekstu pomembna, je, da je to neko razmerje v koaliciji. Je Golob vedno držal s tem, da je imel dovolj Levico, ki sta najbolj zlizani stranki te koalicije, da je imel večino v parlamentu, absolutno večino. Ne? Zdaj, sam je zgubil 2 poslanca, Levica je zgubila 1 poslanca in glej, nima več 46, nima več. Samo še z SD-jem ima. In SD je postal bistveno močnejši proti koncu mandata, ker je od njega odvisno, ali ima Robert Golob absolutno večino. Pričemer ima ravno SD malo bolj nemirne noge kot Levica. Recimo, tako, več čas so nekako tista notranja opozicija, notri potekajo boji med Svobodo pa med SD-jem, Levica je bila skozi na strani Svobode. Ne? In tukaj bo veliko odvisno od SD-ja, kak bo on ocenil. Ne? Ampak če že, da bi SD sprožil recimo predčasne volitve, dvomim, da bi to naredil na drugačen način, kot se je to zgodilo, ali pa kdorkoli, kot se je to zgodilo z Mirom Cerarjem, torej da so bile v bistvu predčasne volitve 2 tedna pred rednimi volitvami. Ne? Zdaj ob vseh teh razmišljanjih, kaj bi, kaj ne bi, naj ostanem ali grem in vse to, ne, jaz trdim, zakaj, da bojo bolj malo naredili. Ena stvar, maja se bojo ukvarjali z referendumom, do junija se bojo zelo veliko morali ukvarjati z akcijskim načrtom glede oboroževanja oziroma obrambe. Ne? Pravijo, da ga bodo dali ven aprila. Na koalicijskem vrhu pa zanimivo, in to je v prid tej moji tezi, da je šlo za PR dogodek, nič o obrambi, ker to seveda nikomur v koaliciji javnomnenjsko nič kaj ne ustreza. Ne? Na vprašanja medijev izključno smo govorili potem o tej temi, pa še to izjemno veliko retorike, ideologije in zelo malo realne vsebine, pa poglejva njihove izjave. Obramba in varnost še zdaleč ni samo orožje. Kako bo ta načrt izgledal, bomo predstavili javnosti v aprilu, takrat bo poslan tudi v državni zbor in takrat bo dovolj časa za širšo razpravo ob tem. Če štejemo od 1 naprej do 3, moraš najprej priti do številke 2. Če bomo mi vprašali ljudi, ali ste za to, da se povečujejo izdatki za obrambo, brez da jim jasno povemo, za kakšen namen, bo seveda odgovor zelo jasen. Če pa vprašamo ljudi, ali ste za to, da povečujemo izdatke za obrambo, ker bomo namenili določen del civilni zaščiti, bo verjetno kljubca. Ker bomo spodbujali visokotehnološka podjetja, ki bojo delali v tej smeri, bo verjetno kljubca. Bomo rekli, da bomo gradili bolnišnico, ki bi imela dvojne namene, kar spodbuje bodi si NATO, bodi si Evropska unija, seveda bomo vsi za. No. Glej, svetovni prvaki za vajanju, ne? Vse to, kar je naštel. Ampak moram reči, da je račun boljši od Goloba. Ja, zelo dobro, javnomnenjsko zelo dobro. Ja. Vse, kar je naštel, je Evropska komisija imenovala Defense Washing. To pomeni, kaj vse želijo zdaj poriniti pod obrambo in to ne bo sprejela. Oni so se ironično zankovali. Oni so leta in leta ljudi ščuvali proti vojski, obrambi, obrožju. Spomni se onih rdečih plakatov, ki sta podpisovala za referendum Levica pa SD, ne tankom. Sploh nismo kupovali tankom, ampak ne tankom, 780 raja v zdravstvo. In zdaj so se znašli v situaciji, ko Evropska unija ne govori o teh izrazih, ki jih oni uporabljajo, ampak to izključuje, ampak govori o obrambi in vojski. To pomeni, govori o oboroževanju raketah. Zdaj, če citiramo visoko predstavnico Evropske unije za zunanjo in varnostno politiko Kajo Kallas, citiram, Evropa predvsem rabi zračno in protiraketno obrambo, topniške sisteme, strelivo, rakete, letalnike in sisteme protiletalnikom, vojaško mobilnost, uporabo umetne inteligence in uporabo elektronskega vojskovanja. Ne? A razumeš? Oni pa govorijo o nov izraz, so si izumili, to jim je vsaka čas, da znajo znajti izraz odpornost. Glej, Matej Arčon je govoril o vojski, o slovenski vojski, kot da je to v bistvu oddelek civilne zaščite. Slišali smo, videli, kako je po zraku risal te neke kljukice in govoril o požarih in poplavah. Tako da ga je celo Uroš Slak parkrat vprašal, čakajte, mi govorimo o vojni v Ukrajini in tako naprej. Zelo jasni so in NATO in Evropska komisija, če dalje bolj, 3,5% BDP in to s poudarkom konkretno na protizračni obrambi. In zdaj pri naši vladi smo pa nekje s pogojnikom na 2%, izjemno zabavna izjava obrambnega ministra, ki verjetno v Bruslju pa v NATO, v Washingtonu ni tako zabavno sprejeta in poslušamo pontonski mostovi, vojaške bolnišnice in vse to. In tukaj sta se 2 največja socialista v Evropski uniji našla, to sta Golob, čeprav je Valde, oziroma Renew zdaj, in pa španski premier Pedro Sánchez. On je rekel tam, predlagal, da bi moralo to obrambni izdatki vključevati civilno zaščito, naravne nesreče in to kibernetsko varnost, okoljske izzive je dejal. Ampak je Evropska unija jasno povedala, in zdaj bom spet navedel, obrambni izdatki tega ne bodo vključevali, saj bodo usmerjeni
na vojaško opremo, vojaško usposabljanje, plače, infrastrukturo in edina omejena raba, delna omejena raba pri kibernetski varnosti. In to je to, drugo je vse zavajanje. Če temu dodava podatek, da je ravno Španija, ki jo omenjaš, edina država v EU, ki daje 0,2-0,3%, celo manj od Slovenije, ne, potem je vse jasno. Zdaj, nekaj pa moramo omeniti. Najbolj lovska varianta, ki sem jo slišal, kaj bomo šteli pod obrambni izdatek, ali pa bi lahko, ne, je pa to, da bi od nemškega Fraporta kupili nazaj brniško letališče. Poslušaj, to je... Čakam samo še idejo, da kupimo zaradi prehranske neodvisnosti še Mercator. Kar res so padle z informacijo, da Fraport posluje končno pozitivno, nadgradili so letališče, zgradili sodobno... Ja, prvič ti ni nerodno na tisto letališče stopiti. Tako, in zdaj bi mi vzeli nazaj letališče. Mislim, to so... Glej, zelo na kratko, govoril si o tej odpornosti. Na tem posvetu, kamor je prišla obrambna stroka, pa politika, smo slišali tudi, da v luči tega terorizma v Beljaku, ki je tu zelo blizu v soseščini, je Poklukar nekako nakazoval med vrsticami nek nov protiteroristični zakon. Del izjave, ki me je nasmejal, sploh ker to govori človek, ki je nezakonito imenoval šefa Senada Jušića na policijo, da si nihče ne želi nove udbe na MNZ-ju, pa se nimamo že, se to že deluje v bistvu. Tako, čisto tipično po njihovih besedah, torej njihovo terminologija, njihov način zavajanja in tako naprej. Ja. Zdaj, na kratko greva na razmere na bojišču. Se pravi, kaj se v resnici dogaja v ozadju glede miru v Ukrajini, na osi Trump, Putin, Zelenski. Vrtijo se v glavnem telefoni zadnje dni. Govorila sta Trump, Putin, potem je Trump menda več kot 1 uro govoril z Zelenskim. Zdaj, če jaz prav razumem, Putin je pristal na nek prvi korak, to je ta 30-dnevna prekinitev ognja, kar se energetske infrastrukture v Ukrajini tiče, ne pa nasplošno, in do tistega končnega miru postavil pogoje, ki seveda v Ukrajini niso všeč. To je zavzetje oziroma trajna last vseh 4 pokrajin, ki jih trenutno tudi vojaško obvladujejo, in konec poti Ukrajine proti NATO, in zdaj Zelenski ne pristane. Poslušali smo pred tedni optimistične scenarije, pa 20. april, ko praznujemo, ne glede na to, ali smo katoličani ali pravoslavci, na isti dan Veliko noč. Zdaj že govorijo o 8. maju, ko je 80. obletnica konca druge svetovne vojne, pa vprašanje, kaj bo v resnici. Zdaj, jaz bi tu dve stvari podaril, direktno stanjem na bojišču. Prva stvar je, ko govorijo recimo Asta Vrečko in podobni, da to bi morali marovniško reševati, diplomacijo in tako naprej, in da bi na tak način Putina prepričali, da se omakne. Poglejmo tako, Evropa je to neko soft politiko vodila, soft pritisk, zadnja leta, manj dala na obrambo, tako se nanaša na Američane, in zdaj, ki imamo mi dejansko nek konflikt na evropskem pragu, Evropa ni noben faktor. Zakaj ni faktor? Mi smo drugo najbogatejša območje na svetu, takoj za Ameriko. To se dogaja na našem parketu. Zakaj nismo mi faktor? Odgovor je jasno, ker nismo vojaško močni, ker nismo vojaška sila in Putin razume samo moč. Kakšna diplomacija, mirovništvo? On razume moč. On spoštuje tistega, ki ima moč. In moč ima Amerika in zato se pogajata Amerika in Rusija. Če bi Evropa bila sposobna jutri nadomestiti vse tisto, kar Amerika zagotavlja Ukrajini, bi brez skrbi bila tudi za to pogajalsko mizo. In drugi ta, Rusija je premočna, Rusija je izgubila, ta narativ. To je v bistvu Putinov narativ. In tega sta zdaj v tistem videu, ki smo gledali, ponavljala bivša predsednika Republike Slovenije. In zdaj, če citiram Danila Turka, ne vem, kdo so slovenski pravičniki in ne vem, kakšne pobude jih vodijo, da nočejo videti, da je Ukrajina to vojno dejansko izgubila in da je prag vojnega poraza že presežen. Ukrajina nima nobenih možnosti, da povrne ozemlja, ki jih trenutno pod ruskim nadzorom. Zdaj je čas, da se začnejo resna pogajanja. Nekdo mora povedati, da je Ukrajina doživela poraz in jaz bom to povedal in še enkrat ponovil. Ukrajina je doživela poraz. Danilo Turk. Mislim, zdaj še to bi ti dodal. Morajo se na levi, na tej trdi levi dogovoriti, kaj točno je. Ker slišal sem gospoda Repovža, urednika Mladine, pa zelo pred kratkim, da je bil Putin pripravljen na zmagoslavje v enem tednu in da vse od takrat naprej en velik poraz. Ja, kaj zdaj? Kdo je izgubil to vojno? No, tu moram priznati za Repovžu, da sem se prvi življenje sem se z njim strinjal. Ker je zelo dobro kolumno napisal za Mladino. In dejansko vidimo, da tudi levica glede teh točk razdeljena, ampak dejstvo je, da Ukrajina ni izgubila. In to je, zdaj jaz sem tudi en video, zanima me, že objavljamo neke stvari in komentiramo, lahko že si gledalci že ogledate.
Jaz sem tudi videl enega bivšega CIA operativca, ki je delal tudi v Rusiji, tam objavil, ki je povedal pa tole ne? Ali Putin zmaguje? Menim, da mora ustvariti le lažni narativ in vidite lahko, da so ga mnogi v ameriški administraciji in tudi druge kupili. In sicer, da je Rusija neverjetno močna, da je neizogibno, da ta velika država zmaga, moramo jo pustiti Ukrajino, ker zmagujejo in se jih ne da potisniti nazaj. Menim, da ta narativ ni resničen, ampak Rusija neredko, vsakodnevno izgubi več vojakov, kot smo jih ZDA v Afganistanu v 20 letih, skupaj pa je izgubila že več kot ZDA v času po drugi svetovni vojni. Torej izraža nevoljo nad prejšnjo in sedanjo Trumpovo administracijo, da niso bolj podprli Ukrajine, ker trdi, da je Rusija povsem premagljiva in zdaj pa pravi, da s to politiko, ki jo vodi Trump, ne, je pa dejansko Rusija na boljšem in ima priložnost za zmago. Ne. Torej Trump in Amerika za takšno politiko, ki jo zdaj vodita, omogočata Rusiji, da premaga Ukrajino. Zanimivo je, da del tega kolesja, sicer majhen, sta pač Tirk in Kučan. In to je žalostno. Nisem zanimivo, ampak je, z mojega vidika je žalostno. Ne? Poglej, zdaj marsikaj sva rekla v teh slabih 40 minutah o vladi, o koaliciji, o Robertu Golobu in o nekih novih akterjih. Levo od sredine, greva še malo v opozicijo oziroma desno od sredine. S čem se bojo recimo oni ukvarjali v naslednjih mesecih? Eno je interpelacija vlade, drugo sva že omenila, maja prihaja referendum o izrednih umetniških pokojninah. Se ti zdijo to prave poteze o pravem času? Moj pomislek je, ker sva tega veliko v tej epizodi naštela, koliko drugih razlogov je za interpelacijo te vlade, kot da se pogovarjaš o penzijah iz leta 2012 v bistvu. Že, ampak to je pomembna volilna baza, so upokojenci, ne? Zdaj, ko govorimo o teh referendumu, ne, najprej recimo, ne, jaz mislim, da je pravi, iz političnega vidika, je pravi čas za ta referendum. Zakaj? Da se stestira, kakšno je vzdušje no, glede to je pa moja druga teza, ne? Da gre za neke vrste mokro vajo. V bistvu, tako, če bo v gasilskem izrazu je to mokra vaja, ne? Ker tema je zelo primerna, zato ker je spet ta dihotomija med ljudstvom in elitami, ne? To imajo Slovenci so zelo občutljivi na to, ne? In pa dve gre za tako imenovano izrojeno umetnost, ne? Tako to imenujejo. To je v bistvu Janševa verzija vojaške vaje odpornosti, da preveri, kako teren deluje. V bistvu, ne? In v bistvu referendum je tam pol leta, leto pred volitvami, so nek pokazatelj razpoloženja naroda, ne? In tu sta dva fajn triggerja, če lahko tako imenujemo, da se preveri, kakšna je mobilizacijska moč proti Golobu tokrat. Ne? Ne samo tista, ki podpira SDS, ker to so neke teme, ki tudi druge motijo v resnici, ne? Ampak prej ne bi šli na ali ne grejo, ali pa bi šli mogoče celo glasovati proti referendumu zato, da bi proti Janši glasovali, ne? Ampak zdaj bomo videli, Janša bo prišel si nekaj na čisto, koliko je v tem trenutku njegova verjetno si je, ker je precej analitičen tip politika, si je verjetno postavil neko številko, ki jo bo videl, ali je dosežena ali ni. Tako. Ne more pa zgubiti referenduma, ker tudi če kvota ne bo dosežena, bo verjetno tista glasov proti temu, bo tak visok, da bo rekel, sicer ni kvota, ampak 80% ali pa je proti, ne? Če bo pa kvota dosežena, mislim, da ponovaj se giba med 250 do 300 tisoč, kar je čisto dosegljivo za SDS, ne? Potem bo pa itak popolni zmagovalec in bo sporočilo 6 mesecev pred volitvami, gledajte, Golob zgublja. In to je zelo pomemben signal. Zdaj, če greva pokomentirati na kratko še aktivnosti NSI. Ne? Zdaj, ko se jim očita trgovino, rekli so jim glede varuhinje ne bomo. Ne? Potem so rekli glede ustavnih sprememb, ki so jih celo sami predlagali, tudi ne bomo, ta vlada nima več kredibilnosti. Zdi se mi, da zelo pogosto špiknejo vlado na dnevni ravni, na tedenski ravni, glede zgodb, kot so, ne vem, invalidsko podjetje v Škofje Loki, glede teh nesmiselnih prepovedi Airbnb, oddajanja in podobno. Potem je pa še ena zadeva, ki je morda malo spregledala, španski poslanec, ki je v bistvu, se mi zdi, kolega Mateja Tonina v EPP, je zdaj dosegel sprejetje amandmaja na rule of law, to bo tam nekje maja, junija, ravno v času, ko bo pri naš referendumi sprejeti, da sprejmejo dikcijo, da v bistvu v Sloveniji krši vladavino prava tudi Golobova vlada z nespoštovanjem poslovnika v državnem zboru, se pravi oviranjem opozicije, in drugo zgodba Bobnar Lindav, se pravi pritisk na neodvisne institucije. Ne? Če jim bo to uspelo, v bistvu njihov največji uspeh v tem spopadu, ki bo tudi mednarodno odmeval, ampak tudi oni rabijo neki rezultat. Ne? Tu je zanimivo bilo, ker oni so se pri teh ustavnih reformah so se umaknili zadnjo leto, ker se bojijo predvsem, da bi jih SDS nadaljeval za tisto obtožbo izdajalcev, ne? Čeprav jaz osebno mislim, da so se tu zavzemali za pravo stvar. To pomeni, da se s koalicijo sprejme sprememba volilnega sistema, ker se mi zdi, da je prav, da volivci dobijo večjo vpliv na to, koga direktno izvolijo v
v not. In potem je prišlo do obrata. Ironično, ja, je potem ironično. SDS omogočil nadaljevanje tega postopka in zdaj, ker se mi zdi pa že kar na meji duhovitega, je pa, da jih predsednik ustavne komisije, to pa je poslanec Horvat od NSI-ja, vabi zdaj SDS in Svobodo naj se izpogajajo do konca, kakšne bodo te spremembe. Ampak ne pozabimo, SDS pa Svoboda sta se v tem mandatu, bi rekel, da večkrat znašli na isti strani kot pa Svoboda in pa Nova Slovenija. Res je. Sploh ni divja teza o tem zakulisnem usklajevanju in vprašanje, koliko tega bomo videli do konca mandata. Če greva še malo v regijo, še naprej je vroče v Srbiji, nekaj podobnega zaradi tragedije v Kočanih vre tudi v Makedoniji. Videli smo 15. marca največji anti-Vučićevski shod v Beogradu do zdaj. Vučić je ocenil na 107 000 protestnikov, to je ena taka duhovita ocena. Pravijo, da jih je bilo več 100 000, cel teden pa so imeli razpravo o tem, je bil zvočni top ali ne, pa bova najprej pogledala malo posnetkov. Snimi. Šta je bilo? Mislim, da je tuča ili da je nešto, vidite kako su se razdvojili. Kada pukne petarda, kada se desi neka druga vrsta eksplozije ili kad se neko potuče u masi sve, vi prosto se okrenete, pogledate, procenite očima da li želite da ostanete ili ne. Ovog puta se to nije desilo, nego smo svi bili u fazonu ljudi bežimo kući. Našli su taj zvučni top. Prikazali ga u rukama vojnika Srbije, pripadnika Kobri, samo što to nije zvučni top, već antidron puška. U vojsci Srbije ne postoji zvučni top. Ako su naše snage upotrebile zvučni top, Vortex, bilo kako da se zove, na tim, ja nisam predsjednik više. Lažovi jedni bedni. To je ta značilna, dramatična retorika Aleksandra Vučića, ampak poglej, potem so na koncu našli slike tega zvočnega topa ob skupščini, manj pomembno, bi pa šel tu na slovenski kontekst. Vemo, kako se ne opredelil, ampak se ni opredelil Robert Golob do dogajanja v Srbiji, vemo pa, kako se je zelo jasno opredelil Zoran Janković, ki je nek politični boter Roberta Goloba, zelo pro-Vučićevsko. In zdaj imaš Marto Kos, ki kot sveže imenovana slovenska komisarka za širitev v Bruslju sprejme Aleksandra Vučića in na koncu pravi, da sta imela zelo konstruktiven pogovor glede bližanja Srbije Evropski uniji, v katerem pa, citiram, je sicer poudarila, da je širitev proces, ki ni mogoč brez močne civilne družbe in neodvisnih medijev. In kaj se je zgodilo? Rok pa zasluženo, po mojem, doživela je težek pogrom na družbenih omrežjih, kjer so predvsem uporabniki iz Srbije komentirali v smislu, če že ne morete nič pomagati, bodite vsaj tiho. Ja, in tu še je druga ironija, oziroma druga plat, da tisti, ki so njo imenovali, zdaj pozivajo Ursula von der Leyen, naj se ne sestane z Vučićem. Tako je. Ampak, če bi kaj tu dodal, bi šel malo širši kontekst tudi z povezavi s Slovenijo, ko pravimo, da nismo, kdo pa Slovenijo ogroža. Pozabljamo kontekst, da smo v zavezništvu, kjer moramo drugemu pomagati, ampak pomislite, vse to, kar gledamo, pa to je lahko pozitivno, kar se dogaja, ampak bolj pozitivne stvari se dogajajo v Republiki Srpski, recimo, in vemo, kdo je zaslomba tam Dodika in ostalih. Mi imamo balkanski kotel praktično na mejah naše države, in ko se enkrat svetovni red ruši, ko enkrat sila moči prevlada, to pomeni, da ti lahko za silo moči dosežeš do nekega zemlja in ti to ne blagoslovijo največje vele sile, lahko smo prepričani, da mali diktatorčki, mali avtokrati po svetu gledajo svojo priložnost. In mi medtem kupujemo z obrambnim denarjem Brniško letališče, Mercator, se hecam in tako naprej, in poslušamo obrambnega ministra, ki pravi, da se sicer, to pa je na enem drugem dogodku, ko mu je bolj ustrezalo poudaril, da se obnašamo kot tisti v družbi 4 ali 5, ko pride račun na mizo, pa ga vedno tišči lulat. Ampak to je odlično povedano. Dejansko se Slovenija že 15 let v NATO obnaša točno tako. No, glej, težave s prostato. Če greva iz Srbije na hitro na Makedonijo, pogledala bova en posnetek, kar takole medtem, ko razpravljava. To je v bistvu upor lokalnih prebivalcev v Kočanih proti lastniku lokala, v katerem je diskoteke, kjer je umrlo 59 ljudi, potem so mu popolnoma razdejali avto, lokal.
izkazalo se je namreč, da je spet problem korupcija. Zaradi podkupnine je dobil dovoljenja, čeprav je bil objekt popolnoma neustrezen. Ne? Umrlo je 59 ljudi starih od 14 do 24 let. Žalostno je, da država, ki ima neko ambicijo, da se pridruži Evropski uniji, ne? Da se mora nekaj takega zgoditi, da so začeli stvari urejati. Ne? Da moraš 59 mladih življenj umreti za to, da bojo oni uredili te stvari, za katere vedo, da obstajajo. Se to ni edini klub, ampak tu je prišlo, jaz sem prepričan, da je na desetine takšnih klubov, ali pa tudi na drugih področjih, kjer s korupcijo neke stvari funkcionirajo, ampak se nič ne premakne, dokler se takšna tragedija ne zgodi. Zadnje je isto bilo v Novem Sadu, ne? Da se mora na tem Balkanu neka velika tragedija zgoditi, da potem imajo ljudje dost močen razlog, da pride na ulice in da se potem neke spremembe sprožijo. Mešane občutke sem imel, ko sem gledal slovensko reakcijo, sicer zelo lepo. Ponudili smo to logistično podporo tudi za ranjence v Sloveniji in tako naprej, ampak poglej to dvoličnost. Ne? Slovenska politika, ko je prišlo pred zdaj že dolgimi leti do tragedije pred lokalom Lipa, ne? A je takrat bilo kaj? Ne? Mi smo gledali potem desetletje in več lastnika tega lokala, te diskoteke, kako na črno še naprej organizira zabave, kako se izmika zaporu nekje na vikendu na Hrvaškem, v Istri in tako naprej. Ne? A imamo mi tukaj kaj bolj čiste roke? V bistvu, Vsaj glede tistega primera zagotovo ne. Čeprav na splošno bi rekel, da smo vse te stvari tudi po Lipi bolje uredili, ko imajo zdaj to. Zdaj, ko spremljamo zgodbe o raznih nakazilih fizičnim osebam po Erarju, ne, bi pa rekel, da je to pomenljivo sporočilo tudi v Slovenijo, da korupcija in v Srbiji in v Makedoniji ubija. Ne samo, da veliko stane, korupcija res lahko tudi ubije. Ne. Tako. In mislim, da se mora tudi ta vlada, ki upa na drugi mandat ali pa se po drugi strani pripravlja na slovo, tega zavedati. Zdaj greva na koncu pa to, kar sva obljubila, ne, še na premike na medijskem trgu. Zdaj tisto, kar mislim, da lahko z nasmehom pa zadovoljstvom poveva za začetek, vsem, ki naju spremljajo, se iskreno zahvaliva za podporo, ne, ki preko naročnin, ki je bilo toliko, da smo rekli prav, sprejeli odločitev in tudi tveganje in odgovornost, da gremo torej že v naslednjem mesecu dni v projekt Zanima.me. Ja, tako je, dragi bralci, ne, če se po svetopisemsko, oziroma gledalci, karkoli, svetopisemsko izrazim, ne, hvala tistim, ki niste videli in ste verovali, a ne? Da ste nas podprli, spravili že vnaprej, ne? Spravili pod določeno odgovornost, jaz to jemljem kot odgovornost, da startamo v projekt bolj zagrizeno, bolj fokusirano, da začnemo z to izdelavo portala. Kot vidite, Safari že zelo uspešno deluje nekaj časa, ne? Seveda pa zagonskih sredstev nekako je, da sprejmemo to tveganje, da naredimo nekaj dobrega, ne? Seveda pa vašo podporo potrebujemo tudi naprej, da bomo lahko zadevo razvijali. Ja, to, kar morava dodati je, želimo, da so bralci in gledalci, ne, ker bo tu in portal in torej ta video platforma, ki že obstaja, da so naš dolgoročni steber neodvisnosti, po domače povedano, da se s tem izogneva polnočnim klicom različnih stricev iz ozadij, in to bo mogoče samo, če s to podporo nadaljujejo tudi, ko stvar že funkcionira. V bistvu je razpršeno financiranje, ki nam omogoča neodvisnost od politike in kapitala, in ta temelj smo nekako zdaj postavili, na katerem bomo lahko gradili z vašo pomočjo naprej, tako da še vedno na Zanima.me lahko spremljate te že zdaj neke krajše komentarje, ki jih ustvarjamo sporedno s tem, da smo začeli zagrizli v to izdelavo portala, ne? In potem jaz upam, da v dobrem mesecu dni, da bomo zadevo lahko obelodanili tudi javno. Ne? Takšen je plan. Rok, še to. Neke prve reakcije so na družbenih omrežjih, tudi na kakšnih mainstream medijih se že nekako spotaknejo ob nas. Jaz bom rekel, da mi je nekako zabavno, v bistvu je to prava beseda, gledati, kako se zaletavajo, še preden smo napisali prvo črko in prvi tekst na tem novem portalu, in to kar neke uveljavljene medijske hiše. Zdi se mi, da to dokazuje, da v bistvu razgaljamo, jih spravljamo v zadrego glede njihove pristranosti, ker kot si sam rekel, je to medij, ki bo metal iz cone udobja in ne bo prepričeval samo prepričanih. Ja, tako, ampak s tem nam dajo tudi priznanje, da nismo kar nekdo, ne? Ker tisti, ki nimajo vpliva, ki nimajo dosega, tiste se ignorira, ne? Res je. Bolje ne bi mogel povedati niti sam. Na koncu greva pa še za hip na tiste, ki imajo, po mojem mnenju, čisto empirično največji vpliv, ne, kar se medijskega prostora tiče, trenutno dogajanje na Pop TV. Tu je neka nova off the record informacija, gre takole od zanesljivega vira. Namreč Svoboda je imela, vemo, da je pred časom prišlo do menjave odgovorne urednice Tjaše Slokar Kos, Svoboda je imela znotraj hiše svojega favorita, ne bova o imenih, niso speljali tega do konca, ni postal novi odgovorni urednik.
Zdaj, zakaj slišim, da zato, ker tega imena, tega novega niso uskladili z lastnikom. Skušali so interno preko podjetja. Torej. In zdaj, kaj sledi menda v naslednjih mesecih? Tjaša Slokar-Kos se menda vrača kot direktorica celotne skupine ProPlus, ki je ogromna, z ogromnim dosegom. Ne? Menda novinarska kolegica Metka Majer pa postaja bolj ali manj zanesljivo nova odgovorna urednica informativnega programa. Zdi se mi, da bi se to lahko v predvolilnem letu, ta ne do konca speljana operacija v bistvu vrnila v glavo Gibanju Svoboda. Ja, brez skrbi, da Robert Golob ne bo preveč vesel, če se bo zgodil ta scenarij, ki si ga zdaj povedal, ampak te spremembe v glavnih medijih vedno nakazujejo, da se volitve bližajo, ne? Ker kdo zaseda to pozicijo, ima veliko medijsko prednost potem, oziroma volilno prednost v predkampanji, tako da bo zanimivo videti, kaj se bo zgodilo v teh medijih, ampak to bi ena stvar povedal, ne? Da se moč, medijski vpliv in moč bistveno, ne še se sicer, v Sloveniji smo zelo izjema, ne, da je televizija še relativno močna, bistveno seli na digitalne platforme. Ne. In tukaj vse močnejše postajajo tako platforme, kot je Safari, kot so portali, ki ga načrtujemo. In tukaj se bo v naslednjih letih potem dejansko lomila ta kopja političnega vpliva in moči. In tukaj bo pomembno, da bodo mediji znali ohraniti integriteto in neodvisnost in neko distanco do vseh teh spopadov prestolov, če se tako izrazim. Absolutno, bi dodal na to temo mogoče samo še to, da se mi pa zdi, ne glede na to, da govoriva o Pop TV-ju in o nekih tretjih akterjih te medijske scene, da je vedno, ko uspe medijska korporacija, ne, premagati dnevno politiko, se mi to zdi na nek način pozitivno sporočilo. Ja, zagotovo, definitivno. Rok, najlepša hvala, da si bil danes moj Peter, če se prijedem za konec. Še podoben suknič imam, ne? Res je. Meni je minil hitro, mislim, da sva bila zelo izčrpna, pa celo po času mislim, da kar razvajava, ne, da sva tako slim, vitko epizodo uprizorila. Najlepša hvala še enkrat, itak preko zanima.me se družimo in kontaktiramo naprej. Vam, draga publika, pa seveda najlepša hvala najprej za vso to podporo, za novi medijski projekt in za prav vse komentarje, ki nam jih namenite na družbenih omrežjih in na YouTube kanalu pod samimi epizodami. Nasvidenje že kmalu. Adijo.